za zadnjo razstavo, ki smo jo imeli v septembru 2013, ko je bila obletnica velikega pohoda na Washington, 50-letnica tega znamenitega dogodka, prelomnice boja za človekove pravice v Združenih državah, znamenitega govora Martina Luthera Kinga, ki je pač stopil v zgodovino s tem. Nocoj pa imamo pred sabo drugačno razstavo. To pa je razstava enega klasikov fotografije, Jacob Riis, ameriški fotograf danskega porekla. Pretresljive fotografije, ki jih vidimo, so pač iz konca 19. stoletja, tisti največji val priseljencev iz Evrope, ki je pač ta revna migracija, ki je iskala svoje zatočišče in svoj kruh v Združenih državah Amerike. In ta prva postaja je bil seveda New York in tole so te pretresljive zgodbe iz New Yorka, to je pač vsakdanjost tistega časa. Kar težko si predstavljati, da so ljudje praktično pred dobrimi 100 leti živeli na tak način. Riis je pomemben predvsem zato, ker je pač eden začetnikov te reportažne, dokumentarne fotografije. Vemo, kako je fotografija pač vstopila v zgodovino. Tista prva prelomnica je bila Krimska vojna. Prve pač tiste fotografije, ki so obšle Evropo, so pokazale tragične, pretresljive zgodbe, ki so pokazale, kaj se v bistvu v resnici dogaja na tistih oddaljenih frontah, v oddalni Rusiji, kako umirajo brez potrebe mladi ljudje za neke interese. Potem recimo ameriška državljanska vojna je bila naslednja taka, kjer je tudi pač ta moč fotografije prišla do izraza. Zdaj, fotografija na tak način, kot jo prikazuje Riis, to pa je seveda popolnoma nova zadeva, to je sicer 20-25 let kasneje, ampak to je pa fotografija, ki prikazuje popolnoma neke druge pač zgodbe vsakdanjega življenja, ki so bile do tedaj nenapisane na tak način. Sedaj, bolj podrobno o tem in v sami fotografiji Jacoba Riisa bo seveda vedel povedati Arne, ki ga tudi predava pač na svojih predavanjih, pač glede na to, da je en klasikov fotografije. Tako da po glasbenem intermecu predajamo besedo Arnetu in njegovim spremnim besedam o današnji razstavi.
razstave enega največjih imen svetovne fotografije, ki zanimivo sam sebe sploh ni imel za fotografa, ampak so njegove fotografije najdli šele po njegovi smrti na podstrešju njegove hiše v nekem zaboju. On je pred sebe imel za promotorja socialnih razlik in pa socialnih težav, ki jih je takrat imela Amerika, tako da je bil fotograf po njegovem videnju še na drugem mestu. Danes je pa, kot smo rekli, eno največjih imen svetovne fotografije. Jaz bi rekel kar ta socialna fotografija. Mare je že prej omenil, ja, pred njim je bilo kar nekaj fotografov, ki so se na nek način začeli ukvarjati z težavami človeka, ki so jih prikazovali na tak drugačen način, recimo Roger Fenton v Krimski vojni, potem bila tukaj tudi seveda ameriška državljanska vojna, Matthew Bradley, Timothy Sullivan, Alexander Gardner, to so vse fotografska imena, ki pa mogoče nimajo toliko direktne povezave z človeško bedo in revščino nekega običajnega življenja. Še najbolj bi se risal kot predhodnik, jaz izpostavljam mogoče dva fotografa, Thomasa Annana na Škotskem, ki je začel podobno dokumentirati slame po Glasgowu, ampak njegova fotografija je bistveno manj ganljiva ali pa manj se nas dotakne, zato ker je vseeno manj ljudi, človeškega faktora na tisti fotografiji manj na njegovi, Annanovi, ne, in je predvsem bolj dokumentiral ali pa mogoče še Eugene Auger v Parizu, ki se pa nekje iz enega dokumentarista tudi na koncu prelevil v socialnega fotografa. Zato kljub temu, da ljudje radi predalčkamo, jaz mislim še vseeno, da Jacob Riis je zagotovo, vsaj po literaturi, začetnik ali pa kar res prvi socialni fotograf našega časa. Jaz bi tukaj začel mogoče mečko z njegovim življenjem, ki je bilo zelo zanimivo. Namreč rodil se je v družini 14 otrok na Danskem. Oče je bil učitelj in si je želel za svojega sina, da bi postal publicist, pisatelj, nekaj v tem smislu, in ga je tudi tako vzgajal. Jacob je zrastel gor v knjigah, Dickensovih knjigah, ki vemo, da je tudi pisal o nekih socialnih krivicah tistega časa, pa malo prejšnjega časa. Tako da je mladi Jacob, obstaja ena anekdota, da je pri 11 letih ves svoj denar, ki ga je imel prihranjenega, nesel k eni družini, eni bistveno revnejši družini v isti vasi, kjer se je on rodil, in jim rekel, da jim da ta denar, samo če očistijo hišo svojo, ker so pač živeli v taki bedi. No in dejansko je potem njegova mama ga ni kregala, ampak je šla pomagati čistiti to hišo. Skratka, že zelo zgodaj je imel nek zelo globok socialni čut. No, kot sem rekel, oče ga je hotel usmeriti v publicistiko. Z Dickensom se je tudi že v mladih letih odlično naučil angleščine, kar mu je prišlo prav. In na koncu je dejansko tudi pričel kot publicist, ampak seveda najstništvo, jaz sem nekaj drugega in upor v očetu, ni hotel postati pisatelj, ampak je hotel postati in tudi je postal tesar ali pa mizar, carpenter. Obenem se je tudi zaljubil, zanimivo, ko je bil star 16 let, pa eno 12-letno deklico, ki je bila iz višjega družbenega razreda, iz ene bogate družine in seveda ga nekako niso sprejeli, niso mu ga sploh pustili, da bi se družila. Ime je bilo Elizabeth, to bomo še kasneje prišli na to. In zato se je odpravil nekako po svetu, najprej na Danskem, potem pa je leta 870, ne da bi pomotil, 1870 emigriral v Združene države, ogromna količina takratnih ljudi, ki so iskali pač boljše življenje in boljši zaslužek. S sabo je imel eno zlato tako pušico, okrog vratu in noter lase od te Elizabete. In že takoj na začetku, ko je začel živeti tam po slamih v New Yorku, so mu to ukradli in nikoli več ne dobil nazaj. Tako da je to ena prva grenkih izkušenj, pa ne samo to socialni problemi tistega časa, ko v New Yorku so ga zelo zaznamovali, ni dobil službe, živel res zelo bedno, brez vseh higienskih standardov, skratka, zelo so ga ta leta bede v New Yorku zaznamovala, tako da je to potem tudi kasneje prelevil v svojo fotografijo in pa predvsem v svoja predavanja in pa osveščanje drugih ljudi. Kot smo rekli, fotografija je bila na drugem mestu. Zelo kmalu se je potem začel tudi ukvarjati s pisanjem. In mislim, da 5 let potem, ko je bil v Ameriki, je vseeno poslal eno pismo tej Elizabeti za ženitno ponudbo.
časi so se spremenili, Elizabeta je sprejela, šel je nazaj na Dansko, sta se, mislim, ki so se počela, skratka, prišla sta živeti v Ameriko in ona je potem postala njegova sopotnica in tudi, bom rekel, nekaj borka za te stvari, ki jih je on zagovarjal, pač pomočnica njegovemu boju za socialne, da bi se stvari socialno spremenili. No, postal, kot smo rekli, postal je novinar pri enem drugem časopisu, tretjem in pri, mislim, da New York Tribune, pri New York Tribune, tako so ga tudi je bil assignment kot policijski fotograf. Fotografiral je probleme, ki jih je reševala policija. In takrat se je prvič tudi spoznal z temi islami newyorškimi in začel, ki so ga očitno zelo pretresli, vidimo na teh fotografijah in večina teh fotografij je iz teh islamov, in začel fotografirati tako ljudi, kot tudi samo arhitekturo, če lahko temu tako rečemo, pa bivalne razmere v tistem času. No, rezultat tega njegovega dela, širšega dela, je bila potem svetovno znana knjiga, še danes svetovno znana knjiga, jasno, in tudi spremenila čas, tisti čas, How the Other Half Lives, to se pravi, kako živi druga polovica, to pa druga polovica, s tem je seveda mislil revna polovica, deprivilegirana polovica ljudi, ki pač živijo na drugačen način. Ob tem se je zanimivo spoznal tudi s Theodorom Rooseveltom, ki je bil potem kasneje, takrat še, Theodor Roosevelt je bil nekje v vodstvu policije newyorške in sta se začela nekako skupaj tudi hoditi na te kraje in delovati. In Theodor Roosevelt ga je tudi kasneje, ko je postal predsednik Združenih držav, ga je označil kot enega najboljših Američanov, čeprav sploh delež od tega, da bi bil Američan. In tako da mu je tudi ta, bomo rekli, čast pripadla. No, zdaj fotografije nekako jasno govorijo same zase, zdaj, da ne bomo risa samo hvalili, seveda je imel tudi malo, je bil tudi zelo zanimiv kot osebnost. Bil je izrazito nagnjen kapitalizmu, to zapravo izrazito nekako kapitalističen čut je imel, zelo zagovarjal kapitalizem, bil je tudi nekje republikanc potem kasneje. Obenem pa to ne bi bilo tako hudo, če ne bi, bomo rekli, prvo na fotografskem področju in naredil kar nekaj kiksov. Mogoče prav tale fotografija tukaj ne, zato s fotografijo se ve, da je bila pozirana, še posebej po tem malem otročku, ki se tukaj le smeji, on je pač te otroke prosil, da pozirajo, tudi temu, da verjetno drugače so res dejansko tako živeli, ampak kar nekaj fotografij je zdaj pozirani. Seveda, niso to neki drugi ljudje, ki bi se preoblekli, ampak enostavno niso to vse nekaj ampak nekatere fotografije so pa tudi, bomo rekli, stage ali pa pozirane. Tako da to so mu kar nekaj očitali. Seveda to lahko očitamo danes, to so bili drugi časi. Mislim, da tukaj ni nobenega, ne moramo si prvoščiti kakršnih koli pripomb. Druga pripomba na njegovo fotografsko delo je bila tudi zelo zanimiva. On je eden prvih fotografov, ki je začel uporabljati flash. Zelo zanimivo. In seveda flash v tistem času je bil delež od tega, kar je danes. Flash je bil, začeli so z nekimi posebnimi kot signalnimi pištolami na nek način, ki so bile baje zelo strašljive, so gledali kot orožje, v katerih je bila zmešanca prahu, magnezijevega prahu pa kalijevega klorida in si tisti strelil in si tisti zabliskali in je bil to flash. Potem kasneje pa se spomnite mogoče tistih magnezijevega prahu, ki so ga natresli na tako leseno vodilo in potem je fotograf to pržgal, to je seveda zagorel v hipu, to je bila taka napol skoraj eksplozija bele luči. To je pri nas recimo uporabljal Franci Bare, en najboljših slovenskih jamskih fotografov v 30 letih, recimo 1930. Še meri so takrat to uporabljali, no, ampak njemu so rekli, da je vedno, da je zapravo ogrožal vse te slame, ki so bili natrpani, unetljivi, leseni, z temi svojimi ogromnimi bengalskimi, bomo celo rekli, ognji, s katerimi je osvetljeval te svoje motive in zato tudi, kot smo rekli, eden prvih fotografov flasha. Pa še ena stvar, ki je mogoče tudi malo zanimiva, treba ga je mogoče drugače pogledati, on je izhajal iz zelo hudega protestantskega, zelo trdega, discipliniranega okolja in je imel kar nekaj nazorov, ki so bila
ki so bili za današnje pojme seveda popolnoma nesprejemljivi, kljub temu, da je imel tako izjemno močen socialen čut. Namreč bil je kar antisemit na nek način in pa zelo hiter je klasificiral ljudi v dobre, slabe, glede na njihovo narodnost. Ne. In bom prebral eno njegovo izjavo, ki sem jo prevedeno v slovenščino, ki je zelo zanimivo. Za razliko od Nemcev, ki se začno učiti angleščine v trenutku, ko stopijo na ameriška tla in to jemljajo kot dolžnost, ali poljskih Židov, ki se začno učiti takoj, ko si to lahko finančno privoščijo, se Italijani učijo počasi ali pa sploh ne. Ampak, če tako pogledam, pa danes veliko Italijanov zna angleščine, tako da mogoče je bil kar prav. Drugače pa zelo natančno specificiral, kjeri so po njegovem mnenju seveda tudi najnižji v tej lestvici socialni in to so bili Židje. Celo Črnce, kljub temu, da je bila Štrkač praktično tik po osvoboditvi, je nekako klasificiral višje kot Žide. Ne? Tako da se je ukvarjal z stvarmi, ki so danes seveda nespremenljive, takrat pa mogoče mečko bolj rizične. Skratka, bil je zelo natančen pri klasifikaciji. No, da ne bomo zdaj samo pri slabih stvarih, dajmo še kakšno dobro povedati, zaradi njegove fotografije se je marsikaj spremenilo. Bistveno več, kot se danes spremeni s fotografijo. Recimo ta njegov Mulberry Road, Mulberry Bend je bila najhujša, najbolj zločinska četrt takrat v New Yorku in prav Roosevelt jo je potem kasneje spremenil v park. Kar veliko teh slamov so porušili in zgradili bistveno primernejša bivališča za večino teh ljudi in potem seveda tudi kriza je popuščala ta pritisk nad priseljencev, skratka stvari so se začele izboljševati na nek način tudi na njegov način. In mogoče za konec pa še ta njegov, jaz bi rekel, največji paradoks človeka, ki je pravzaprav zagovarjal strogo do konca življenja, zagovarjal najtrši kapitalizem, je pravzaprav postal glasnik ene čisto drugačne, levo usmerjene, drugačne mentalitete, drugačne politične miselnosti. Skratka, postal je največji liberalc pravzaprav v zgodovini prikazovanja socialnih problemov. Tako da obenem pa jaz upam, da vam bo razstava všeč. Treba je seveda pogledati skozi čas, to so leta tam 80, ne, 90, mislim, da je šla 890, da je šla knjiga How the Other Half Lives in mislim, da za tisti čas so stvari ne samo fantastične, ampak jaz bi rekel kar genialne. Skratka, to je to. Preden končamo z glasbo, bi sam predstavil še naša nocojšnja in že kar nekajkratna gosta, vrhunskega glasbenika Jaka Pirca na saksofonu. In Aleksandar Vukovič na akustični kitari.
se pač zahvalimo Arnetu za spremne besede o razstavi in o Jacobu Risu in obema glasbenikoma, Jaki Birsi in Aleksandru Kuzmiču za tole res izvrstno glasbo. Vas pa povabim vse, da si ogledate tole zanimivo razstavo in da prihajate tudi naprej na naše zanimive.